Iskra govori. Zakaj si tu? Pogovori z nevladniki iz Istre in Krasa. Manca Švara, zakaj si tu? Ja, razmišljam, kako odgovoriti na to vprašanje. Mislim, da bom začela osebno. Mislim, da je pomembno spoznati samega sebe, tako da moje izhodišče rekla, je izključno povezano s tem, da se mi zdi pomembno. No? Mislim, da odkrijemo, kdo smo, odkje prihajamo in zakaj smo tu. In v svojem zavodu, no, ker delno predstavljam tudi svoj zavod danes tukaj, želim v bistvu s tem namenom tudi delovati, no, se pravi raziskovati oziroma ljudem pomagati, no, pri raziskovanju samega sebe s pomočjo nezavednega, modrosti nezavednega, simbolov in sanj. Hvala. Torej, pozdravljeni in pozdravljene v novi epizodi podcasta Iskra govori, kjer odkrivamo navdihujoče zgodbe nevladnega sektorja iz Istre, Krasa in Brkinov. Jaz sem Borut Jerman in danes bomo se pogovarjali z Manco Švaro, psihoterapevtko, raziskovalko simbolov, soustanoviteljico in direktorico zavoda Epiona, predvsem pa osebo, ki zna ustaviti čas in začutiti človeka. Hvala za povabilo, Borut. V bistvu bi začel kot ponavadi z najbolj zgodnimi spomini našega življenjskega cikla. In v bistvu me zanima, kako se spominjaš svojega otroštva oziroma kakšna je bila Manca kot mala deklica? Ja, to so vprašanja, ki jih naslavljamo tudi na psihoterapiji, tako da sem vesela, da sem enkrat v drugi vlogi, čeprav v bistvu sem bila veliko let v drugi vlogi v svoji učni analizi. Moram reči, da ko sem razmišljala, mislim tudi o tem, kako se spomniti oziroma se spomniti Mance kot otroka, mislim, da se nisem veliko spremenila, tako da mislim, da v osnovi obstaja v bistvu neko seme, ki ga potem skozi življenje ponovno odkrivamo. Tako da lahko rečem, da sem bila zelo introvertna, mogoče tiha, sramežljiva, sploh v prvih 15 letih, oziroma do srednje šole. In da nekako ta danost, mislim, je bila danes že od otroštva, da me je zanimalo mogoče vse, kar je bilo neizrečeno, svet, umetnosti, simbolov. Zelo hitro sem tudi preko glasbe začela odkrivati mogoče neke druge svetove, tako da te danosti so mi bile dane, tako da s tem sem se rodila in spomnim se Izole, odraščanja v Izoli, kjer bom povezala kasneje, mogoče še s pripovedovanjem in mogoče z projekti, ki jih izvajam. Imam spomin, mogoče tak meglen, mislim, da je bilo vse na nek način površinsko, oziroma Izolo dojemam, mogoče kot lepo sicer, ampak nekaj mi je manjkalo, mislim, oziroma nekaj sem čutila, da ni prav, oziroma da se o nečem ne govori, tako da to so mogoče kasnejša dognanja, ampak to zaenkrat. Okay. Si omenila neke stvari, ki je vplivalo na te ljudje, glasba. Mogoče bi, ker tudi sam sem velik ljubitelj glasbe, me zanima, kaj od glasbe je te zaznamovalo oziroma navdahnilo? Jaz sem zelo hitro v bistvu težila dobesedno, mislim, v glasbeni šoli, da želim igrati klavir, tako da sem že pri 6 letih, v bistvu preden sem prišla, mislim, sploh v osnovno šolo, mislim, že začela pač z nekim glasbenim izobraževanjem, tako da mislim, da na začetku lahko rečem prav klasična glasba, kar je dokaj nenavadno, ker sem takrat se spomnim, mislim, mama je rekla, da sem težila, mislim, in da sem potem hodila oziroma smo hodile, mislim, na razne izlete z glasbeno šolo Koper. Tako da veliko je bilo mogoče te klasične glasbene izobrazbe, ki mi sicer mislim, da danes prav pride, mislim, čeprav osebno klavirja ne igram več. Mislim, da je bila dobra osnova, mogoče za vse kasnejše glasbeno udejstvovanje. Zdaj glasba mislim, da je del mogoče vsakega najstnika oziroma se preko nje identificira, išče mogoče svojo osebnost. Tle sem, bom rekla, mogoče ne klasična, mislim, in me je zelo zanimalo, mislim, vse, kar je dišalo mogoče po poeziji, rekla bolj mogoče nekemu darkerski subkulturi, tako da v bistvu eno iskanje osebnosti je potekalo definitivno tudi preko besedil in
glasbe v teh zgodnih izolskih letih. Zdaj Izola je, kakor so mi rekli, punkerska, no, in punk mogoče je bil, mislim, en del subkulture, no, ki mi je bila blizu. Pomagala sem tudi nekaj let, no, mislim pač pri promociji nekih glasbenih aktivnosti, mislim, v Izoli. Tako da ja, mislim, glasba je bil en pomemben vidik, no, mislim, da izolskega dogajanja, iskanja same sebe. Mislim, da tudi za nas, ki smo odraščali, no, mislim, v teh obalnih mestih je nekako nas povezovalo ali pa nas še vedno povezuje, no. Mogoče druženje, mislim, ob glasbi, no. Mi zdi, da je to nekako bil del tega odraščanja, no. In to spet vprašanje, ki izhaja povsem iz mene, ko imaš ko imaš te trenutke, ko rabiš malo introspekcije, ko rabiš malo varnega prostora, imaš kakšno skladbo, kakšnega izvajalca, na katerega se nasloniš? Ja, moj odnos do glasbe se je mogoče z lastnim procesom psihoanalize spremenil. Tako da prej se mi zdi, da je glasba bila zato, da sem neke določene občutke v bistvu podoživljala preko pesmi. Zdi se mi, da zdaj tega ne potrebujem več. To je v bistvu zelo zanimivo vprašanje v resnici, no, mislim, ali zakaj potrebujemo umetnost, mislim, zakaj umetniki delajo glasbo, no. To me tudi osebno zanima, no, mogoče raziskovati, ali je to v bistvu izhaja iz neke rane mogoče, no, mislim, se pravi za samega umetnika, ali je glasba nekaj več, ki je povezana z nekim izražanjem in tako naprej, no. Tako da mislim, da nimam več te potrebe, no, mislim, da bi preko glasbe neke stvari podoživljala. So mi pa vedno blizu mogoče kantavtorji, mislim, nekaj časa sem imela velik fetiš, no, mogoče na ženske kantavtorce, ampak zdaj osebno nimam prav, zdaj zadnje čase mogoče lahko izdam, no, mislim, da poslušam italijanskega, tržaškega kantavtorja, no, mislim, ki je tudi nekako bo v drugem letu našega projekta vodilni organizator koncerta, tako da Toni Bruna je njegovo ime, no, in zanimivo mi je, ker poje v tržaškem dialektu in v bistvu pesmi so zelo lepe, mi je poslal tudi prevod iz tržaščine v italijanščino, ker v bistvu nisem razumela vsega. In me je, ne vem, bolj je bil nek občutek, mislim, ki ga opisujem v sanji, ja, je nekako povezano z enim sanjsko pokrajino, tako da navdihne me, ja, mogoče bolj to, no, nek občutek bolj kot besedilo. V bistvu se mi zdi, da seveda cela tvoja profesionalna pot se vrti okoli človeka, okoli razreševanja izzivov, ki jih imamo kot pač to kompleksno bitje, ki je človek. Ampak me zanima, če se še malo ostaneva na tem otroštvu, če se spomniš trenutka ali konteksta, ko si prvič začutila, da želiš razumeti človeka. Ja, to je spet dobro vprašanje. Mislim, da je bilo nekako kasneje, mislim, oziroma jaz sem tudi se šolala mogoče za psihoterapevtko v drugi življenjski polovici oziroma po 35. letu. Je pa vedno bilo nekaj v meni, kar me je gnalo, oziroma vedno me je zanimalo, zakaj smo ljudje takšni, kot smo. Mislim, da sem to najprej doživljala in poskušala razumeti preko umetnosti, tako da v bistvu tudi moj prvi študij, no, mislim, pač me je peljal, bom rekla, bolj v svet kolektivnega nezavednega, no, če uporabim jungovske pojme. In preko umetnosti me je že takrat, no, mislim, ko sem pisala diplomo, sem recimo v bistvu brala Freudovo analizo sanj, tako da sanje, mislim, ali pa nezavedno so vedno bile nekaj, kar mi je bilo zanimivo, kar me je zanimalo, zakaj. Spravi, da obstaja nek svet, ki ga mi ne poznamo in bistveno vpliva, oziroma tako kot si rekel, no, mogoče se zelo slabo poznamo samega sebe, no, to je mogoče osnova. In zanimalo me, kaj se skriva, no, mislim, v tem svetu. Tako da zdaj konkretno mislim, da je pač v tej drugi polovici življenja, no, mislim, mogoče ločim, no, prvo pa drugo, prišel bolj močen klic, no, mislim, da bi rada v bistvu preko tega nekaj zdaj sama odkrila, ampak tudi mogoče s tem, kar sem jaz odkrila, pomagala drugim, no, to je mogoče osnova terapevtskega poklica, no. Zdaj si že omenila to umetnost, ne, to je študij umetnosti, to tudi me zelo zanima, ampak me zanima predtem ta osnovna šola oziroma srednja šola. Izola, osnovna šola Izola, sklepam. Ja, osnovna šola Livade, ja. Oziroma ne, ločili so nas, tako da v bistvu 7. 8. razred v Livadah, prej pa osnovna šola v Izoli. Kakšni spomini te vežejo na to osnovno šolo? Kaotični, ne
ne vem, ni mi bilo všeč, no, mislim, da so nas delili, tako da to je bilo še tisto leto, kjer potem nismo uspeli, no, nekako prvih 8 let, mislim, skupaj ostati. Mogoče za moje zanimanje, no, mislim, je bilo vse, mislim, več mi je pomenila mogoče glasbena šola, no, mislim, ali podejstovanje v športu, spravi te moji hobije, no, kot pa šola, kot introvert, nisem bila, mislim, imam bolj meglene spomine tudi, no, v osnovi, tako da ni to neko obdobje, mislim, ki bi me, mislim, me je sigurno zaznamovalo, no, ampak mogoče bi bolj poimenovala, da gre za neko obdobje iskanja, mislim, same sebe, no, in tega, kar bi, dobro, rada počela, no, ampak mislim, da bistveno je bilo bolj vedno vezano nekako na te stvari, ki so me zanimale, no, mislim pač, in da sem v tem bolj uživala, no, kot v samem procesu, sicer nisem imela težav, no, v šoli, bila pridna učenka, mislim, če se tako reče, ampak ja, eno tako, ja, mogoče melanholičen spominje, no, na nek način. Ja. In potem srednja šola, kaj? Srednja šola, gimnazija v Kopru, kjer tudi iskreno nisem tiste sorte človek, ki se bi z veseljem spominjala tega obdobja. Mislim, veliko nas ni. Ok, lepo slišati. Mislim, drugače slišim velikokrat, no, mislim, da ljudje radi obujajo te spomine. Jaz mislim, da je to vseeno za mladega človeka, ker delam tudi, dobro, ne prav z mladoletnimi, ampak recimo so bili tudi že najstniki, mislim, 3., 4. letnik srednje šole, da je to zelo kompleksno obdobje, no, in če nimaš mogoče nekega dobrega temelja, no, mislim, tudi psihološkega, mislim, zaradi raznih vzrokov, ki izhaja iz družine, mislim, je to težko v bistvu odkriti, kaj se dogaja takrat v najstniku, no, tako da mogoče lažje razumem danes, tudi rada delam, no, mislim, z mladimi, zakaj se počutijo, kot se počutijo, no, mislim, ker ni samoumevno, no, mislim, da si vesel in zadovoljen, no, mislim, svojim življenjem takrat. Ampak klasična smer gimnazije, ne? Ja, klasična, ja. Tako da, kaj se spomnim, mislim, zahtevna šola je bila, no, mogoče to, za mojo bolj umetniško naravo, mislim, matematika sigurno ni bila enostavna, tako da spomnim se prvega letnika in popravnega z matematike. In ja, veliko učenja, no, mislim, kasneje mi je to prav prišlo in mislim, da je tudi dobra osnova, no, mislim, mogoče za kasnejše študije, ampak ni bilo pa neko obdobje, no, mislim, da je bilo prezahtevno mogoče. No, ne vem, mislim, da imam občutek, da danes še bolj, no, mislim, za najstnike in da se preveč zahteva, no, mislim, od mladega človeka. Pa Cankarja se spomnim recimo, no, v 3. letniku. In to je bistveno oblikovalo, no, tudi na moje mogoče razumevanje literature, no, mislim, ne maram preveč Cankarja, no, čeprav se to sliši lahko zelo heretično, no, ampak na nek način so nam težili, no, mislim pač z nekimi... Se vidi ravno to, da se ga po mojem mnenju ne zdaj, verjetno ne bo kakšen profesor slovenščine želela križati zaradi tega, ampak mislim, da prezgodaj vsiljujejo. To je bil moj občutek, ker sem literaturo zdaj zelo rada in neko verzijo imam do Cankarja in do te prav slovenske mentalitete ali pa miselnosti, no, mislim, da je pač umetnost trpljenje. Mislim, da bi se dalo mladim predstaviti, no, mislim, da tudi jaz ne želim zveneti tukaj, mislim, preveč pokroviteljsko, ampak mislim, da so nas zanimale takrat druge stvari, no, in da se to učenje, mislim, pač takrat res, bi se dalo drugače organizirati. No. Tek za vozom. Recimo. V bistvu zanimivo, da si izpostavlja matematiko in tudi Cankarja posredno, ampak matematika me je tako malo, mi je dala misliti, pač se ti ne zdi, da je v jungovski psihoanalizi pač matematika kar prisotna? V resnici ne. Zdaj spet odvisno, kdo bo to poslušal od mojih kolegov. V enem delu, mislim, jungovska smer je razdeljena na več tudi znotraj, no, mislim pač analize na več smeri. Ena je bolj klasična, mislim, psihoanalitična, kjer mogoče bi lahko rekli, da je bolj znanstvena, mislim, kjer se te, recimo, da bi ta del, mislim, pač prišel zraven, čeprav jaz nisem imela nikjer v mojem študiju, no, mislim, potrebe, recimo, da bi, ne vem, od statistike, recimo, to bi bil en del, no, mislim, če bi šolanje potekalo preko neke univerze. Ampak jungovci drugače smo, moram zelo široki, no, in velikokrat je veliko nenavadnih ljudi, no, mislim, v tem svetu. Tako da obstaja potem še bolj klasična in arhetipska šola, no, kjer pa je večji poudarek na kolektivnem nezavednem, na arhetipih, tako da več v bistvu študija potem
od pravljic umetnosti do zelo takih, tudi literature, no, mislim, zelo širokih humanističnih smeri, no, ki so potem meni nekako bile bolj pisane, tako da se bolj prištevam, no, mislim, na to smer, mislim, oziroma tle sem potem tudi našla neko širino in pripadnost preko tega. Čeprav zanimivo, no, mislim, ker omenjaš ravno to, na izpitu zaključnem pa sem mogla v bistvu ravno ta del, bolj klasičen še vedno. Tako da me je spremljalo oziroma me spremlja, no, mislim, to vseeno. Je potrebno imeti v bistvu neko osnovo, no. Sprašujem čisto iz radovednosti, ker sam sem daleč tega, da sem tako se poglobil, kot si se ti, ampak v sklopu faksa pač sem se navdušil nad Freudom, tako da bolj ta freudovska psihoanaliza in potem Lacan. Tam pa bo treba pač formule razumeti, ne? Je drugačen pristop, pa mislim, da zdaj Lacana premalo poznam, no, ampak jungovska smer, mislim, je malo gre v neko drug kontekst, no, tako razumevanje. Ampak kot si že omenila, v bistvu ta strast in ljubezen do umetnosti je tudi zaznamovala pol celotno študijsko pot. Jaz mislim, da me še vedno spremlja, oziroma ta del tudi ne rada opustim, no, mislim, je nekako mogoče del moje osebnosti, mislim, rada imam umetnost, no, mislim, v vseh možnih izraznih oblikah. Mislim, da je tudi pomembno, oziroma da nam umetnost velikokrat omogoča neke stvari, mislim, povedati ali pa izraziti na drugačen način, no, mislim, tako da mislim, da je tudi družbeno koristna in ljudje, ki se ukvarjajo, no, mislim, to sem potem tekom študija ugotovila, no, mislim, da je lahko umetnost tudi terapija, da lahko pomaga, mislim, pač ljudem v duševnih stiskah. Zame pomembno odkritje je bilo, no, mogoče, da se umetnost povezuje s travmo, oziroma mislim, da pač nekako pomaga recimo pri določenih predelavah, oziroma da jo lahko koristimo, no, mislim, tudi na ta način. Tako da ta del, mislim, je kar ostal, no, potem. Sem že, ko sem bral pač razne tvoje intervjuje oziroma predstavitve, me je tako kar navdahnila ta neka ideja, da telo govori in da je v bistvu telo tudi prostor bolečine. Je to neka navezava tudi na umetnost in na telesnost umetnosti? Tle bi bolj mogoče povezala s travmo, mislim, ker nekako travma, je moje strokovno zanimanje, no, mislim, zdaj, zakaj se pojavi, kako se pojavi, mislim, je v bistvu tudi zanimiv fenomen, no, mislim, znotraj psihoterapije, psihoanalize, sicer mogoče premalo, oziroma zdaj se mogoče več govori, no, mogoče celo preveč, no, ampak ima neke svoje zakonitosti, no, mislim, travma kot posledica, no, mogoče nekega dejanja, ki si ga človek ne izbere, mislim, ampak se mu zgodi. In tle mogoče povežen s telesom, da se v telesu zapiše, no, mislim. Ta zapis ostane, mislim, kot mogoče neka nehotena reakcija v določeni situaciji, mislim, lahko čustveni, mislim, lahko neki stiski, no, in bistveno vpliva na posameznika. Zdaj, kar je mene pol začelo s časom zanimati, je tudi, kako vpliva na družbo, ali lahko govorimo o bolj travmiranih družbah, manj travmiranih, no, mislim, to so vse vprašanja, ki me zanima raziskovati, no, tako da tle seveda se vračam nazaj na Izolo in na to, da bom rekla preko mojih študijev in raziskav, no, mislim, sem potem ugotovila, da mogoče ne bom samo Izolo izpostavljena, ampak mogoče celo Slovenijo, Jugoslavijo, spravi posledice tudi določenih režimov, no, mislim, pač na političnih režimov, no, mislim, naše bivše skupne republike in tega, da se do danes tega ni raziskovalo, oziroma jaz nisem recimo našla dosti člankov, prispevkov na to temo. In zanima me, rekla, vse to, no, mislim, kako se v bistvu to povezuje, mislim, na kakšen način, mislim, lahko pridemo recimo do teh spominov ali pa teh dražljajev. Zdaj, mislim, pri posamezniku mogoče moj jungovski pristop ni toliko telesni, no. Tle so v bistvu kolegi, ki so telesni psihoterapevti, mogoče močnejši. Verjamem pa, da je možno oziroma potrebna neka integracija, no, različnih znanj, različnih pristopov, tako da tle mogoče kombinacija z umetnostjo v bistvu je pomembna, lahko prinese marsikaj, no. In kar delam je pač to, da ozaveščam, mislim, da so te stvari pomembne. V bistvu spet mogoče neka navezava na osebno zgodbo, ne? Kot sem prebral pač to tvoje družinsko ozadje, izhaja iz pač neke travme tega območja, ne? Pač ta meja po drugi svetovni vojni, razdelitev na vzhodni blok, zahodni blok. In pač me zanima, mislim, to je tudi ena stvar, ki tudi me res tudi osebno zanima,
kot družba, kot neka skupnost preseči to. Ravno včeraj smo organizirali eno konferenco in o čezmejnem programu Slovenija-Italija in ko so me vprašali, kako lahko povečamo učinke projektov, ki jih raznorazne institucije počnemo, sem rekel, da prva stvar, ki se mi zdi izredno pomembna, da se pogovarjamo o zadevah, ki bolijo. In ravno zato, da se pogovarjanje, čeprav to pomeni podoživlja določene zadeve, ampak se mi zdi, vsaj meni kot laiku, pomembno, da začutimo bolečino, tudi v to, da ne ponovimo stvari. In danes, če se ozremo naokoli po svetu, ni tako več nezamisljivo, da lahko se ponovijo stvari, ki so se zgodile recimo 80 let nazaj v Evropi. Ja, hvala za to. Mislim, se strinjam s tabo. Mislim, tudi moje strokovno stališče, mislim, da je pomembno se pogovarjati in začeti s tem. Mislim, tako da moja osebna zgodba, mislim, vsak gre mogoče na svojo psihoterapijo, mislim, sploh psihoanaliza, mogoče je ta daljši proces, mislim, kjer se, mislim, da če bi vsak šel, mislim, ne govorim, da vsak mora iti, ampak tisti, ki gre, mislim, pa pride nekako do svojih prednikov in do tega, kako so te zgodbe oblikovali njegovo življenje. Tako da tu se navežem na očeta, mislim, ki je bil slovenski zamejec, rojen v Nabrežini, in ki je mogel, mislim, da je bila takrat Morganova linija, spravi leta 47, mislim, mogel. Zaradi tega, ker mu je umrla mama, je mogel v bistvu z nono, mislim, v Komen, in nona, to sem pol gotovila s pomočjo Katje, da se temu reče kontraexodus, se pravi, niso želeli ostati v Italiji, se pravi, meja kot neka močna linija, mislim, ki je zarezala takrat, mislim, da v družine verjetno veliko ljudi. Se pravi, prišli so v povojni Komen, ki je bil požgana vas, mislim, da izropana, mislim, ker so takrat leta 45 tudi Komence izselili, mislim, sem pol našla tudi eno fotografijo, kjer so jih poslali v taborišča, tako da ta del zgodbe, mislim, vojne, to so mogoče moje raziskave, ker moj oče nikoli o tem ni pretirano govoril. In tudi zaradi tega mora trpel neke določene posledice, ni uspel ven iz te bolečine. Je pa ostalo v meni, mislim, nekako neraziskano, oziroma me je odvedno zanimalo, tako da sem v bistvu že relativno zgodaj začela raziskovati pri 25 letih ta del svoje preteklosti in nezavedno, vedno, kadar se vračam, mislim, med zamejce, mislim, oziroma v ta kraj, mogoče Tržaškega zaliva ali pa sam pogled na Tržaški zaliv, mislim, mi daje občutek doma, mislim, tako da bolj recimo kot Izola, zato sem bolj nekako v tem našla mogoče neke odgovore tudi, mislim, glede tega, od kje prihajam, zakaj, mislim, tako da mislim, da dom je v bistvu bolj vezan psihološko na neke, mogoče prednike tudi, mislim, in to, kjer so živeli. Tako da zdaj, strokovno zanimanje, mislim, se je pol vezalo, iz tega izhaja tudi, mislim, da je tudi mama priseljena v Koper iz Ljubljane leta 55, ravno v času, ko so v bistvu Koper izpraznili, mislim, kakor sem potem nekako rekonstruirala, ampak v tem spominu oziroma naraciji, mislim, ki smo jih mi bili deležni, mislim, po vojni, čeprav sem 81-letnik, je daleč bila vojna že, ampak ni bilo recimo veliko govora o tem, kdo je odšel, zakaj, ali so odšli prostovoljno. Spomnim se, da mi je mama razlagala, recimo, da so prišli leta 55 in da se spomne vozov Italijanov in ljudi, ki so odhajali, ampak si ni znala, mislim, takrat tudi ni sama povedala, da bi bilo to prav ali narobe, ampak samo, da je nekdo odhajal, mislim, in vem, da so moji starši, spravi po babičini, mislim, od mamine strani, dobili v bistvu eno stanovanje tle, prav na Župančičevi. Noben se ni vprašal, mislim, zakaj, kako je to potekalo, mislim, kdo je mogel oditi, mislim, da je nekdo drugi prišel, mislim, tako da to so bila vsa ta vprašanja, ki so mene začele zanimati, ki so pripeljala potem tudi do nekega projektnega ukvarjanja s tem, in mislim, da so še vedno zelo zanimiva, in se premalo govori o tem. Se mi zdi v bistvu ravno to, da ko se tudi pogovarjamo z ljudmi z tega območja o teh vprašanjih, o teh izzivih, ki jih ta kolektivna travma prinese. In se mi zdi, da saj z mojega vidika neka dva nivoja. Prvi je ta neki ideološki nivo, tam so stvari dokaj jasne. Kdo je imel prav, kdo ne, kdo je bila, mislim, to, kar je večna debata. Ampak, ko pa to preide na neko intimno raven, jaz vedno rečem,
nimam te izkušnje in upam, da je nikoli ne bom imel, ampak če prije nekdo v tvoj dom in ti postreli družino, te ne zanima, pod kakšnim simbolom je to naredil. Pač tega človeka in to boš ti pač verjetno globoko sovražil, preziral. In se mi zdi, da ravno to prepletanje te neke individualne travme s to neko kolektivno travmo je izredno zanimivo. Ravno na območju, ki, dajmo reči, da smo se naučili sobivati in sobivamo, ne vem pa, če smo res razrešili to travmo. Ja, se ta razrešitev je pol vedno, se govori, ali pa je neka želja po spravi, ne, mislim, in po ne vem, če razumevanju, mislim, prava beseda, preseganju, mislim, pač te bolečine, je pa zelo težko v praksi, no, mislim, ker tako, kot si rekel, no, mislim, če imaš v bistvu to izkušnjo, zdaj v družini, mislim, tle se navežem mogoče na sorodnike, spravi po očetovi strani, mislim, ki živijo na Brežini, tam so se zgodili, mislim, poboji, kako praviš, no, mislim, spravi, prišli so fašisti, mislim, ker jih je nekdo izdal, in so postrelili, mislim, to je celo sestrična od očeta, mislim, se spomne mame, mislim, ki je pač padla, mislim, oziroma bolje preko neke podobe, mislim, to prikazala, no, spravi trupla in rdeče barve, mislim, ima krvi, in še vedno, mislim, težko o tem govori, no, tako da zdaj za to predelovanje, no, mislim, glede na raziskave, mislim, in kar sem brala, no, mislim, je potrebno res veliko časa, mislim, tudi več generacij, in zelo težko se človek v bistvu iz te mentalitete, no, da je žrtev, premakne v neko pozicijo, recimo razumevanja, sočutja, empatije, no. Tako da to je tudi to, kar me zanima, no, mislim, zdaj, kako to narediti. Mislim, da tako, kot si ti rekel, no, mislim, da je dobro nekje začeti in se začeti pogovarjati, tudi če to pomeni, da je na začetku veliko ene jeze, mislim, ki se mogoče izraža, mislim, v tem, da, ne vem, nekoga sovražimo ali pa sovražimo, ne vem, Italijane, sovražimo fašiste, ali obratno, no, mislim, mogoče kot velikokrat slišim, no, tudi strani Ezulov, recimo, mislim, ki pogrešajo, mislim, sovražijo. Mogoče več bolečine, no, mislim, čutim iz njihove strani, mislim, ker so tle v bistvu zapustili, ampak so v bistvu primerljive nekako osebne tragedije, no. Tako da, kako priti, mislim, do tega razumevanja, to je osnovno, no, mislim, vprašanje. Tle se naveže mogoče na osebno izkušnjo, no, mislim, da najpomembnejši, mislim, del, no, mislim, mogoče mojega razumevanja ali pa predelovanja, no, mislim, teh travm je bil čas, ki sem ga imela na voljo, no, mislim, oziroma sem si ga vzela, in žalovanje, mogoče kot nekaj, kar se sliši samoumevno, ampak v resnici, reka psihoanalitično, je ta proces nekako zamenjave, spravi tega objekta, ki izgine, no, mislim, tako kot izgine neka družina, mislim, oziroma neka družinska zgodba, no, mislim, zdaj to praznino, no, mislim, travmi se velikokrat govori o črni luknji, dobesedno, no, včasih, mislim, ali pa tudi občutku, mislim, v telesu, je treba nekako napolniti z nečim novim, zdaj to novo, mislim, je lahko tudi neko razumevanje, mislim, sočutje, mislim, dostikrat se na koncu, no, mogoče pride do tega, čeprav zdaj mogoče se to sliši preveč optimistično, ker včasih se je zelo težko premakniti in reka, iz te pozicije žrtve najti neko razumevanje, no. Mislim, malo spet, upam, da ne bom izpadel preveč banalen, ampak ravno ta prepletenost neke osebne izkušnje, ki je potem postala predmet poročevanja in izhodišče za poročevanje neke kolektivnosti. In seveda celo to je profesionalna pot, ki jo pač je zaznamovana z psihoterapijo, z jungovsko psihoterapijo. Malo me zanima, kaj je bilo prej, kokoš ali jajce, kaj je travma te v bistvu Ja, mislim, tle se mogoče naveže na jungovsko idejo ali pa razumevanje, no, mislim, psihoterapeuta kot ranjenega zdravitelja, tako da v bistvu nismo pač tisti, ki imamo čarobno palčko, ampak smo tisti, ki v bistvu iz neke svoje rane, mislim, predelane rane, no, se uspemo v bistvu postaviti nekako, no, mislim, pač v osrediščiti, no, in s tem mogoče pokazati pot tudi drugim, no. To je v bistvu pač nekako bolj skromna verzija, no, mislim, pač razumevanja psihoterapije, ki je tudi meni osebno najbližja, no, mislim, tako brez pač titul in ostalega, kar pa še zraven. Tako da definitivno pri vseh terapevtih, no, mislim, pač kar so raziskali, obstaja neka travma, mislim, oziroma neka rana, no, mislim, iz katere potem izhaja, mislim, v svojem delu in travma je bila prej, no. Ampak misliš, da te je to tudi potem napeljalo po študiju umetnosti, da si rekla, ok, jaz bi želela biti? Ja, jaz mislim, da je bilo vse skupaj povezano, mislim, da mogoče sama umetnost, kako sem prej povezovala,
Spravi, lažje, na nek način bi ostajala, mislim, v polju rane oziroma travme, mislim, ne bi pa uspela preseči. No. Mislim, tako da mislim, da je tle pol vedno vprašanje. No. Umetnost mislim, da je odlična ravno za predelovanje, mislim, in za razumevanje, mislim, pač nekih globokih bolečin. Dosti, kar pa vidim potem tudi pri umetnikih, no, mislim, so pol tudi tragične zgodbe, no, mislim, kjer ne uspejo v bistvu preseči oziroma se v neki točki ustavijo. Mislim, mogoče jim umetnost tudi pomaga. No. Recimo moj supervizor, dr. Magdič, je vedno rekel, da umetnikov ne psihoanaliziramo, ker v bistvu imajo umetnost in preko nje recimo predelujejo. No, tako. Ampak včasih je potrebno tudi iti malo čez. No. Tudi si pač zdaj tako mimogrede navrgla titule, ampak pač tvoj seznam usposabljanj, dokončanih izobraževanj je impresiven. To tudi nekaj pove o komitmentu. Ja, to zdaj z zamikom nekako opazujem. Nisem se zavedala, mislim, ko sem to se izobraževala. Mislim, da je bila pač res neka nuja. No? Ali, recimo tudi Jung je nekako povezoval, mislim, da pač on odgovarja na vprašanja svojih prednikov. No? Mislim, in dela v bistvu nekaj, zato ker so njegovi predniki. Spravi, da vsak nekako pride do točke, mislim, kamor so prišli njegovi predniki in nadaljuje mogoče določene točke dalje. No? Tako da v enem delu se mi zdi, da nisem imela neke izbire, no? Mislim, dostikrat. In da so bila ta vprašanja premočna, no, enostavno, in da sem pač želela najti odgovor. No. Bolj me je gnalo to, no, kot pa titule. Čeprav titule pridejo zraven. No, mislim, to je v bistvu titula ne kot neka značka, ki si jo obešaš, ampak kot pač neka simbolna gesta po dokončanem procesu, v tem smislu. Ne. Torej, si res vložila veliko časa in energije v to, da si se izpopolnjevala in poglabljala svoje znanje. Mislim, danes izkoristim, no, mislim, priliko, ker je tudi zakon o psihoterapiji, no, mislim, ki se v ozadju bije ta velik boj. Mislim, da ni tako samoumevno, mislim, da se psihoterapeuti, ne samo jungovski, ampak pač veliko drugih smeri, mislim, pač zelo veliko izobražujemo. In to, ko si rekel, mislim, da sem, mislim, da bom še, no, mislim, in da je to neka drža, mislim, naša strokovna in profesionalna, mislim, ki nas pelje v raziskovanje samega sebe. No, mislim, tako da tle se vračam pač k začetku tvojemu vprašanju, zakaj sem tu. Tako da enkrat, ko greš na to pot, enostavno pač greš po njej, no, mislim, in se izobražuješ, ne zato, ker ti nekdo plača izobraževanje, ampak tle se pozablja, no, mislim, da psihoterapeuti smo si sami plačali izobraževanje, no, kar je pomenilo veliko odrekanja in veliko truda za to, da smo danes tu. Tako da boli me, mislim pač, da se vračam na razdeljenost v naši družbi in razdeljenost tudi v stroki, da je v bistvu psihoterapija še vedno dojeta, no, mislim, kot nekaj, kar ni dovolj strokovno, no, mislim, kar slišim strani kolegov, jih bom imenovala, psihoterapevtov, oziroma niso psihoterapevti, psihologi in psihiatri, ki čutijo to dolžnost, da so na nek način nad nami, no, mislim, oziroma da nam ne dajo tega priznanja. Čeprav znanja je veliko in ogromno, no, mislim, in vem, da pač tudi moji kolegi bi temu pritrdili. No. Se mi zdi, da v bistvu spet je ena taka tema se tle nakazuje, o kateri bi rad tudi kasneje malo globlje razglabljal in razpravljal. In je ta, ne, spet, da v bistvu, mislim, da je bilo podobno že v času, ko je Sigmund Freud začel in Jung je spet ta, bomo rekel, neka puristična znanost, pa trda znanost, imela tako odnos že do psihoterapije, čeprav je minilo že več kot 100 let in je dokazano, da je pač psihoterapija znanost. Ampak se še vedno vračamo na to in se mi zdi, da pač imamo kot ljudje neko potrebo po temu, da svoje stališče, če tudi je podkrepljeno z nekimi izkušnjami, postavimo kot absolutni prav. Ja, to so dobro vprašanja. Mislim, kdo je tisti, ne? Mislim, ki je zdaj zadolžen, mislim, oziroma lahko presoja o tem, no? Mislim, kaj je in kaj ni prav. Tle so mogoče že, mislim, če se vračava po tem začetku psihoterapije, psihoanalize, v resnici je Freud nekako v Jungu videl, mislim, ravno spet to, no? Da je on bil psihiater, ne, mislim, in da bo pač on potem naslednik, mislim, psihoanalize. Spravi, te titule so bile nekako, mislim, pač vedno en pomemben del mogoče teh poklicev. Mislim, da so pa pol ravno po Freudovi smrti, mislim, ali 40-50 let, se je začel ta razcep med zdravniki, mislim, se pravi,
psihiatri in pa Freud je recimo trdil, da lahko psihoanalizo študira kdorkoli in da pač se bolj preferira nekako humanistično razgledanost, mislim, kot pa zdravniško uniformo in jaz s tem razširil, mislim, nekako, no, mislim, tudi zanimanje, mislim, psihoterapevtov, ki dostikrat mora biti širše, no, mislim, kot pa zgolj mogoče nek medicinski termin oziroma diagnoza, no, kar se žal v praksi, pa zdaj nočem biti preveč kritična, no, ampak velikokrat zreducirano, mislim pač na ta biomedicinski model duševnega zdravja, ki pa ni edini model, no, mislim, in premalo se govori o tem, no, mislim pač v sklopu tudi, no, mislim, tega zakona. Ja, jaz bi rekel samo tako čisto zdravorazumsko model družbe, ki ga živimo in ga živimo že nekaj časa, pač dokazano ni ravno uspešen v tem, da se vsi ali pa večina nas dobro počuti v družbi, v kateri živimo, tako da nekaj definitivno ne bom rekel, da kaj delamo narobe, ampak nekaj drugače pa moramo začeti početi, ker če ne bo samo še slabše. In to vidimo. Ja, se strinjam, se tudi mogoče situacija na terenu je taka, no, mislim, da pač potrebe so velike, mislim, ljudje, mislim, mene veseli, no, da se mladi hitreje odločajo za psihoterapijo, da ne vidijo v temu nek tabu, da so pripravljeni delati, mislim, in da tudi, mislim, pač imajo to odprtost, no, mislim, ki dostikrat je, vidim pri starejših, no, še vedno povezano s tabujem. Zdaj, mene zanima še en del, no, mislim, recimo, mogoče naše pretekle zgodovine in mogoče te stigme, no, mislim, pač duševnega zdravja, vidim pri starejših, no, mislim, da je povezano s sramom, strahom pred tem, da se bo, kaj bo rekla družba, mislim, kaj bodo rekli sosedi, recimo, no, mislim, če kdo pride na terapijo, mislim, tako da kako se naše razumevanje, no, mislim, povezavi z spet prejšnjim sistemom, no, kako se je to oblikovalo, kako mogoče delati na teh predsotkih, kako pokazati, no, mislim, da se da duševno zdravje, mislim, pač drugače razumeti, no, danes. In kako je v bistvu, verjetno si potem tudi začela svojo prakso psihoterapije, pač kot terapevtka s pacienti. Me zanima, kaj je botrovalo k odločitvi v enem trenutku leta zavod Epiona 2022, ampak verjetno je bilo nekaj časa že prej. Kaj je botrovalo k odločitvi, da iz neke terapevtske prakse priješ na neko družbeno delovanje? Mislim, da vzporedno, mogoče s tem, kar sva že omenila, no, nekako predelovanje, mislim, svoje travme. Še en študij, no, svetovanja sem prej zaključila, mislim, kjer sem temo nekako povezala, mislim, medgeneracijska travma, simboli in umetnost in lahko rečem, da me je mogoče najbolj, no, mislim, zaznamovala prav knjiga Besserja van der Kolka, Telo se pomnim, mislim, ki je v bistvu neka klasika, no, mislim, na področju travme, kjer v resnici zelo aktivistično, no, mislim, on je psihiater, piše o tem, da je travma v resnici pač epidemija nekako današnje družbe, mislim, piše sicer bolj o zgodnji travmi in takrat sem dobila neko idejo, neko zgib, no, mislim, da je to neka pomembna stvar, mislim pač, ki je pomembno mogoče v družbi, mislim, tudi ozaveščati, mislim, govoriti o njej. Reka tudi v sami psihoterapiji, no, mislim, se vedno več ali manj, no, mislim, potem vračamo, no, mislim, pač v te zgodnje travme in veliko drugih terapevtov, mislim, se tudi z njo ukvarja. Tako da ja, bil je en klic ali pa ideja, no, mislim, pri tem, da bi to bilo pomembno, mislim, pač ljudem govoriti. Mogoče takrat, če ni bilo toliko tudi v ospredju ta kulturna travma, to se je potem nekako kasneje iz tega razvilo, ampak ne vem, kot en klic, no, lahko najlažje, mislim, razložim na ta način. Tako da tudi zavod Epiona sem odprla en dan po mojem rojstnem dnevu, se pravi leta 2022, mislim, da 42. No, tako da sem si tudi naredila nekako, no, tako kot neko darilo sami sebi. In začela, v bistvu prej sem bila podjetnica, no, tako da zdi se mi, da lažje funkcioniram, no, mislim pač v tem pogledu, mislim, da se naredi še nekaj za družbo, no, mislim, in ko sem gotovila, da se sploh to da, no, tudi z vašo pomočjo, mislim, na Pini in vsemi svetovanji, se mi je odprl nek drug svet, iskreno, ker svet podjetništva vseeno je malo drugačen, tam se nekako nisem znašla ali pa večji smisel sem pol našla, no, mislim, nekako v tem, da mogoče počnem nekaj, kar me strokovno zanima in s tem pač ozaveščam in mogoče probam v družbi nekaj še prinesti, no, mislim, kar bi lahko bilo koristno za njo. Kaj pomeni Epiona?
Epiona je prva žena, spravi v mitologiji žena Asklepija, mislim, ki je bil prvi zdravilec in psihoterapeut. No. Tako da Epiona pa zato, ker se mi zdi, ker je ženska, no, mislim, da mogoče tudi jaz kot ženska, no, mislim, sem v enem delu mogla zdraviti mogoče vse te nekako ženske energije v sebi, no, mislim, tako da v bistvu ima en tak prizvok, no, zdravilne, blage, negujoče energije, no, mislim, kar je tudi mogoče ta energija sočutja in razumevanja, no, ki jo želim predajati mojim klientom, mislim, ki pridejo k meni in pa reka družbi, no, mislim, kot Epiona s svojim delovanjem. Pač imaš zapisano tak lepo poved, ne, ko smo v stiku s sabo, smo lahko tudi v stiku s drugimi, ki ima zelo večplastnih pomenov, ampak me zanima ravno ta navezava, ne, na ta ženstveni ali pa ženski del nas, ne, ker mislim, da ta delitev na moške in ženske ni tako trdo ločena samo na biološki spol, ampak mislim, da smo vsi čutimo več manj prisotnost energiji, pa me zanima, kaj kot družba, kaj nas zaznamuje v temu, da smo, upam trditi, prevladujoče moška. To je za začetek zelo jungovsko vprašanje, mislim, ker Jung je mogoče bil prvi psihoanalitik, vsaj pri drugih nisem to zaznala, mislim, ki je psiho razdelil nekako na moški in ženski princip, se pravi tudi vsak od nas ima, mislim, moški in ženski del. Pri moškem, recimo tvoj ženski del se imenuje anima, mislim, moj moški pa animus. Tako da s tem veliko delamo tudi v terapiji. Zanimivo vprašanje, mislim, glede družbe, ker mislim, da je tudi Jung bil tisti, ki je pisal že 50 let nazaj, da v resnici potrebujemo več negujoče ženske energije, ki se pa v družbi, tako kot vidimo, zelo slabo razvija, mislim, oziroma slabo gre, no. Tako da mislim, da ženska energija je tista, ki je bolj sprejemajoča in vključujoča, mislim, mogoče nima potrebe po dokazovanju, po moči, nadvladi, pravi vseh teh lastnostih, ki so nekako del tudi naših voditeljev. Mislim, da mogoče družba bi koristno mogoče napredovala, no, če bi bilo tudi več ženskih voditeljic, no, mislim, da to je. Danes so že v praksi, mislim, bolj porabljeno, oziroma so kvote, ne, mislim, pač v raznih in političnih in državnih krogih, ker prinesejo v bistvu neko drugo energijo, no, mislim, že v samo skupino, no, spravi odločanje ni več podvrženo, mislim, tej borbi in tekmovanju, no, kar je tudi moja izkušnja, recimo, iz različnih krogov, kjer sem tudi aktivna, no, mislim, preko raznih odborov, da če je več ženske energije, mislim, je več, spravi, moč se porazdeli nekako bolj vodoravno, no, mislim, ni več te potrebe po navpičnemu sabljanju, ali ne vem, kako bi se izrazila, raznih voditeljev z raznimi patologijami, no. In se mi zdi, da ja, mogoče se več naredi, mislim, ali pa smo bolj praktični, no, nekako. V bistvu ravno ta zadnji stavek, ne, te voditelji, zelo me je navdahnil en Facebook zapis, ki si ga nekaj časa nazaj zapisala, in sicer o psihopatih in njihovo prisotnost v družbi, kako jih prepoznamo. Tudi že sam spremljam nastanek Inštituta za proučevanje psihopatije in kar sem bral, pač imamo velik izziv kot družba na tem področju, že s samim prepoznavanjem teh duševnih izzivov in z v bistvu, ja, škodo, ki jih taki ljudje lahko povzročijo. Ja, vem, na kateri post se nanašaš, in tudi en podcast je bil odličen, no, mislim, se ne spomnim, kako se imenuje ta inštitut, ampak sem tudi jaz zadovoljna, mislim, da se v bistvu in ustanavlja in ozavešča, no, mislim pač o tem pomenu. Mogoče bi poleg psihopatije izpostavila tudi, no, maligni narcisizem, se pravi vse osebnostne motnje, mislim, ki so nekako del mogoče teh vodstvenih, vodilnih pozicij. Mislim, da ne samo v politiki, ampak verjetno tudi širše. In premalo mogoče vemo, no, mislim pač o tem, in pomembno je spet ozaveščati in govoriti, no, mislim, kdaj in v kakšnem primeru pride do zlorabe, recimo določenega položaja, posledično mogoče do neke izgorelosti pri ljudeh, raznih obrambnih drž, mislim, ki niso zdrave, mislim, oziroma niti ni zdravo v takih odnosih ostajati, no. Tako da žal se mi zdi, da se še vedno premalo, spomnim se recimo, da smo imeli, no, pred 1-2 leti predavanje o osebnostnih motnjah,
tle v svetovalnem centru Istre in da nam je prišel predavati dr. Miran Možina, ki je tako ironično ali pa hecno, mislim, izpostavil, da je v politiki to pač nekaj normalnega, no, mislim, in takrat sem bila zgrožena, no, mislim, oziroma sem še vedno, da se o temu, spravi, da ne obstajajo nobeni testi, mislim pač, kjer bi recimo to preverjali, mislim, zdaj, mogoče se sliši, mislim, zelo strogo, ampak recimo ob spremljanju današnje politike, mislim, svetovnih voditeljev, no, se iskreno sprašujem, mislim, kako je možno, mislim, da nobeden nič ne naredi, pa recimo v Ameriki so konkretno, mislim, da psihiatri se izrekli in podpisali peticije, ampak spravi, duševno zdravje, osebnostne motnje nobenega ne zanimajo. No. In govorimo, mislim, kakor, da je to nekaj normalnega, najbolj me skrbi, ker so mladi na ta način, spravi, dobijo nekako upravičeno, oziroma sej, če je on tak, mislim, to pomeni, da ni nič narobe. No. In mislim, da je to najbolj grozljiv del tega, no. Da se to pač normalizira. Ja. Spet se vračamo na to debato jajce kokoš. Mene kar straši, pač jaz vedno rečem, nisem pristojen, nisem usposobljen za kategorizirati, pa za analizirati nobenega, ampak če že vzamemo en primer, omenila si Ameriko, lahko vzamemo primer ameriškega predsednika Trumpa v tem trenutku. Niti ni zdaj namen tega reči, je psihopat, ni psihopat, ampak kar mene zmrazi je, kako z lahkoto operira z lažmi, kako v bistvu laže, dokazano laže in me ni toliko zanimivo in strašujoče v smislu to, da on laže, ampak to, kako ljudje nekritično to ne gledajo in kako podpirajo tak način delovanja. In me zanima tvoje mnenje, zakaj se to zgodi, zakaj se družbi zgodilo to, da je v bistvu da ta vrednota resnice ali pa to, da v bistvu zavest, da če lažemo za eno stvar, zakaj ne bomo lagali tudi za drugo stvar in zakaj tak človek ima tako podporo pri temu, da ureja neko skupno prihodnost. Ta vprašanja me... Ja, to je težko odgovoriti, ker je verjetno vezano malo, mislim, tako, kako zaznavam, no, mislim, nekako se je s COVID-om vse začelo, no, mislim, da pač neke družbene stiske, mislim, ali pa situacije, ker smo mogoče podvrženi nekim neznanim parametrom, v človeku vedno spodbudijo spravi neke obrambne mehanizme, no, mislim, štartamo od tu. Če so osebe, zdaj tle se vračam spet na travmo, no, mislim, ker travma vpliva mogoče na našo osebnostno strukturiranost in sposobnost spopadanja z nekimi stresnimi situacijami. Že takrat recimo v času COVID-a smo videli, kako smo se hitro razklali, mislim, in kako je bilo razumevanje tega, kaj je zdravo, kaj ni zdravo, v resnici zelo subjektivno. No, mislim, tle ne bom šla naprej, ampak hočem samo povedati in prikazati, no, mislim, to razdeljenost in strah pred neznanje, mogoče, mislim, je štart tukaj, mislim, ki dokazano, mislim, pač v zgodovini je vedno pripeljal do nekih avtoritarnih žal režimov in zdaj en del, mislim, da je vezan mogoče v današnji družbi tudi na tehnologijo in sposobnost ustvarjanja, no, mogoče lažnih novic in spet sposobnostjo določenih ljudi, no, mislim, ki iščejo recimo odgovore za to, da bi se pomirili, mislim pač v temu, da najdejo v takih teorijah recimo zdaj neko zadoščenje ali pa nek mir, mislim, ne vem, kako bi rekla, no, tako da težko je najti v bistvu samo en vzrok, no, ampak mislim, da je več stvari pripeljalo, no, mislim, do današnjega stanja, ki je grozljivo, to se strinjam. Bolje, mislim, ta občutek nemoči, no, mislim, da nič ne moremo, mislim, tako da kaj se da narediti, no, mislim, ker vseeno, mogoče spadam k tistim, ki so vseeno optimisti, mislim, in iščejo, mislim, načine, kako bi vseeno ljudi spodbudila, no, mislim, da lahko kritično razmišljajo, no, mislim, tako da jaz verjamem v moč skupnosti, no, mogoče tega, da kako praviš, če obstaja laž, mislim, in če se ta laž razkrinka, če se ta laž recimo pokaže, mislim, večjim ljudem, mislim, se mogoče ustvari neko gibanje, mislim, kjer ljudje lahko kritično, mislim, da gre vedno, no, mislim, za borbo z argumenti in z tem, da se te stvari demantira, no, tako da štartala bi s tem, zdaj kako pa te vzvode moči, mislim, ki so očitno zelo psihopatske, no, mislim, psihopate tudi privlačijo take pozicije, no, mislim, kjer v resnici imajo moč odločanja, no, spremeniti, pa zaenkrat, če nimam odgovora, no, mislim, da v zgodovini je bilo večkrat tako, da so potem, ne vem, ali je moč ljudi, mislim, ljudstva, recimo tista, ki lahko to, ne vem, z revolucijo, mislim, pač tle grem v te skrajnosti, no, spremeni, mislim, najde, mislim, neke nove, bolj zdrave vzvode, mislim, to je
vprašanje zdaj, ker mislim, da je zelo Mhm. težko najti, mislim, zdaj, rešitev, no, mislim, zaenkrat. Ampak je pa, dobro, verjamem tudi, no, mislim, da ozaveščanje o tem, kaj osebnostna motnja je, ali lahko dosežemo, recimo, no, mislim, da bi te vodstvene funkcije imele določena testiranja, no, mislim, to bi recimo mene zanimalo, no, kot strokovnjakinjo, ali je to možno, mislim, ali tle posegamo pač v človekove pravice, mislim, ali je zdravo, recimo, da nam vodijo, mislim, taki ljudje, no, tle je več vprašanj. Ja, po drugi strani pa spet ljudje se sami sebe ne postavijo na vodstvene položaje. Torej imajo karizmo, množice privlači nekdo, ki izraža, ki kaže moč, ki zna se odločiti. In meni je vprašanje tle, smo sposobni kot družba v bistvu premisliti in si postaviti tudi sami sebi meje. Ja, to imaš prav, mislim, ker je in narcisistična in mogoče bolj narcisistična, no, kot psihopatska osebnostna motnja, mislim, je zelo privlačna za ljudi, ker v bistvu izpolnjuje, mislim, mogoče neke njihove skrite želje ali pa talente, no, mislim, tako da kako ne biti očaran, recimo, no, mislim, nad vsem tem, kar govorijo, no, to je še vedno dobro vprašanje, mislim, na katerem spet jaz verjamem ozaveščanje, mislim v to, da ne vem, če bi mogoče več, se pravi, dela na terenu bilo, no, mislim, da mogoče bi ljudje imeli več informacij, no, mislim, da ne vem, kakšno je stanje v Ameriki, ker se vrača v Ameriko, no, ampak se tudi v Sloveniji, mislim, da ta inštitut konkretno, no, mislim, ima veliko namena, no, mislim, pač v tej smeri. In mogoče podobno, no, mislim, govoriti o temu, ljudem povedati, kako prepoznati, mislim, kaj se zgodi, kdo so, taki ljudje, mislim, kako prepoznati, recimo, zdaj, zlorabe, no, mislim, ki jih dnevno izvajajo, mogoče naredi neko spremembo. Mislim, kar mi je povezano s to debato, sva štartala v Ameriki s Trumpom, ampak recimo, prej se zelo strinjam s tem, ker si rekla, da v bistvu ni to prisotno samo v politiki, te neki principi, instinkti. Kar opažam tudi recimo še posebej z dostopom socialnih omrežij, s tem, ko lahko vsak zelo neposredno pove svoje stališče, kako z lahkoto ljudje operiramo z našimi stališči brez. Na nek način se zaveda, da so to pa vendarle naša stališča in se jih postavlja kot absolut. In kako z lahkoto nekdo reče, to si ljudje želimo, ali to rabimo, ali kar se pa tudi pogovarjam in morda odpiram neko drugo dimenzijo, je pa ravno tudi jaz sem človek, ne vem, če bi rekel, da verjamem v skupnost, ki sem precej pesimist, mogoče v nasprotju s tabo, ampak vidim, da je skupnost neka druga oblika, ki bi morda spremenila. Ne upam reči boljše, slabše, ampak definitivno je nekaj, kar zgubljamo, kar smo zgubili. Ampak, ko se pogovarjam z kolegi po svetu, recimo, delali smo projekte v Egiptu, ravno ko je bila revolucija, je en kolega iz Egipta rekel, da je zelo lahko bilo ljudi spraviti skupaj proti nečemu, proti Mubaraku, proti režimu, ko pa je nastopil trenutek, ko se bo treba boriti za nekaj, je pa gibanje razpadlo na frakcije, ker vsak je imel pač različne poglede in te poglede seveda postavljajo kot absolut. In to se dogaja tudi danes, recimo, tle spremljam debate v Kopru, recimo v primeru Muzejskega trga in dreves ali pa v primeru dvigala. In kako z lahkoto tudi ljudje, ki imajo moč vplivati na množice, svoje mnenje postavijo na to občani rabimo, čeprav zares nihče ne ve, kaj večina, ki ponovadi je tiha, rabi. Ja, to je spet težko vprašanje, oziroma ne vem, če imamo odgovor. No, mislim, jaz bi štartala s tem, mislim, pa se vrnem, no, mislim, na to, da se zelo hitro mogoče razdelimo, mislim, oziroma, tako kot si rekel, nekdo vzame, mislim, pač neko mnenje, mislim, da to rabimo, no, mislim, da se mogoče identificira zdaj z neko skupnostno željo in mislim, da je to želja vseh. Ampak v osnovi mislim, da se mogoče moramo začeti poslušati, no, mislim, ali pa vsaj slišati, no, mislim, to bi bil že začetek. In da je to v resnici zelo težko, no, mislim, ker vsak, ki začne, mislim, bi potem rad, ne vem, mogoče malo narcisistično, se pravi, da bi njegova želja obveljala, no, mislim, ali pa da bi on je tisti, ki bo zdaj pač našel nek odgovor ali pa imel nek odgovor, v resnici pa mogoče odgovor sestavljen iz več različnih mnenj, mislim pač nas posameznikov, tako zanimivo mi je tudi, no, mislim, kar izpostavljaš, da
je težje, mislim, delovati za, no, mislim, to je tudi moja ugotovitev na splošno v družbi, zato jaz ostajam optimist. Ker mislim, da je to neka drža, mislim, oziroma odločitev, no, mislim, da kljub temu, da je lažje, mislim, na nek način biti proti, pa mislim, da mogoče proti biti vseeno pomeni, da se aktivira, mislim, pač nekaj v nas, mislim, kar mogoče govori, mislim, o neki obrambi, mislim, ali pa nečemu, mislim, kar ne moremo sprejeti, ali pa težko sprejmemo, ali pa projeciramo. Spravi, zelo kompleksna bitja smo, no, mislim, da mora biti, ja, zavestna odločitev, no, mislim, da zdaj za pomeni velikokrat tudi najti nek kompromis, no, mislim, in mogoče ta osnovna ideja potem ni več tista perfektna ideja, ampak včasih pomeni tudi, zdaj, ne vem, spremljala sem, no, mislim, ali to debato glede dreves, mislim, nisem Koprčanka, ne živim v Kopru, ampak kar sem razumela, mislim, je bilo v bistvu težko se odločiti, no, mislim, v neki situaciji, no, mislim, zdaj, če želiš nekaj obnoviti, mislim, moraš tudi nekaj narediti oziroma žrtvovati, no, tako da mogoče to so te odločitve, mislim, ker dostikrat v teh vodstvenih položajih, mislim, niso enostavne, ljudje pa v bistvu najlažje ali pa najhitreje, mislim, kažemo s prstom, no, mislim, da je pač nekdo nekaj naredil, mislim, kar s čimer se mi ne strinjamo in težko vidijo, mislim, drugo stran, no, tako da tle se vračam na te strani, se pravi sposobnost mogoče razumevanja drugega, pomeni tudi pač empatijo oziroma razumevanje situacije, no, mislim, ali pa tudi vodstvenega položaja včasih, no, mislim, in teh odločitev, ki niso enostavne, so pa nujne, no, in dobro, mogoče bi tudi vodstveni bi se lahko, mislim, pač bolj prilagodili, mislim, zdaj družbi ali pa slišali, mislim, pač njihove, ne vem, kje se pol tle zatakne, no, mislim, ker pol, če spet predpostavljamo na patologije, no, verjetno je tle nek problem, no, mislim, slišanosti oziroma tega, da nekdo izvaja nekaj, kar je pretirano, no. Ravno ta slišanost, ne, to, da v bistvu se moramo ponovno naučiti slišati, me je spomnila na en zelo, zelo zanimiv projekt, ki ga izvajate, eden izmed projektov, ki ga izvajate v zavodu, in to je Moja zgodba s tišine. Bi kaj izpostavila, te kaj je navdušilo? Ja, rekam, osebno mi zelo veliko pomeni, no, mislim, pač ta projekt, ker tako kot sva danes povedala, no, mislim, pač izhaja iz neke moje osebne potrebe, mislim, tudi pač neke, tudi sama sem pisala, no, mislim, zgodbe, rekam, za projekt in navdušuje me vedno, no, mislim, pač kako se nekdo odzove, no, mislim, in recimo nekaj napiše, tako da verjamem pač v to, no, mislim, da je pomembno govoriti, pisati, pravi, dati, rekam, ven iz sebe, no, te zgodbe, ki so včasih težke, mislim, včasih jih težko izgovorimo, mislim, dosti, rekam, starejših ljudi mogoče tudi ne zmore še, mislim, ali pa boljša izkušnja mogoče z drugo in tretjo generacijo, no, mislim, ki je sposobna, mislim, pač nekaj povedati. Ampak ja, verjamem v to, da več, ko bo teh zgodb iz tišine, mislim, mogoče izrečenih, mislim, mogoče lažje se bomo tudi drug drugega slišali, no, in kar se na naših delavnicah, no, ki jih zdaj nadaljujemo v okviru drugega projekta, Refor Healing, dogaja, mislim, je to, da se mogoče na delavnicah, mislim, prve delavnice so bile bolj, mislim, spravi, niso bile dvostranske, no, mislim, spravi, imeli smo samo recimo v Izoli pripadnike, večine, ni bilo dosti pripadnikov italijanske manjšine, podobno mogoče v zamejstvu, so bili večinoma zamejci, pa ni bilo Ezulov. Zdaj se pa v bistvu to nekako uravnoteža, no, mislim, in kar se dogaja, mislim, je to, da v bistvu veliko empatije čutimo, mislim, iz strani, mislim, enih in drugih in sposobnosti, pripravljenosti, zdaj, rekam, te manjšine, no, mislim, ker vseeno so to ljudje, ki se odločijo in pridejo, da so pripravljeni se slišati, da so se pripravljeni tudi soočiti z neko drugo zgodovino, recimo, no, v primeru Ezulov, in da se neki premiki dogajajo, no, mogoče zdaj na mikroravni, no, mislim, seveda to ni velika skupina ljudi, ampak ja, slišimo mogoče te zgodbe, mislim, rane drugega, no. Tako da včasih so te zgodbe kar ganljive. Izkoristim priložnost, da če kdo želi, mislim, lahko še vedno svoje zgodbe, rekla, povojnega obdobja ali pa zgodbe o travmi, odraščanju, mogoče ob meji, zgodbo o identiteti, o jeziku, no, mislim, pošlje na našo spletno stran, mislim, kjer se da tudi, mislim, pač poslati ali pa na info@zavodepiona.si. Tako da v bistvu zbiranje zgodb je nekako tudi moja želja, no, da bi potem izšla neka knjiga,
na to temo, strokovna publikacija, kjer bi v bistvu imeli, zaenkrat mislim, da imamo enih 30 zgodb slovenskih in italijanskih o tem povojnem obdobju. Kako vidiš, kako si želiš razvoj zavoda v naslednjih 5 letih? Tako, če res ne bi imeli, če bi imela čarobno palico, da bi se lahko zgodilo karkoli? Ja, mene bi zanimalo poglobitno, mogoče to dejavnost, pač nekako resilience, se pravi odpornost, na travmo, no. Mogoče razviti oziroma priučiti, še neke dodatne pristope, no, ki bi bili mogoče bolj kratkoročni, ker si predstavljam, da pač ne more vsak ravno, na psihoanalizo, no, tako da vidim veliko možnosti, priložnosti, no, mogoče tega ozaveščanja, no, tega, kar danes govoriva, tudi na terenu, z raznimi delavnicami, no, tako da to je mogoče pač ena ključna ideja, no, kjer bi videla, da se da še dosti stvari narediti. Drugače nas čaka, zelo veliko stvari v naslednjih 2 letih, no, tako da vem konkretno, no, da bo že izziv, posnet film, no, o vseh teh različnih tišinah in zgodbah, soočiti, pač različna mnenja med sabo in to prikazati na način, da nobeden ne bo žrtev in da bomo mogoče v tem našli nek smisel, oziroma neko vodilo, no, pač razumevanja zdaj mogoče sebe, oziroma človečnosti, no, vsakega izmed nas. Če bi to čarobno palčko obdržalo v roki, me zanima, kaj bi ti kot Manca spremenila v družbi? Jaz bi mogoče začela z spet delavnicami v šolah, kjer bi bilo fajn, mogoče senzibilizirati že otroke, no, pač na spoštovanje drug drugega, slišanje drug drugega, no, pa da bi jih naučili, da se ne kaže s prstom na drugega, no, recimo, to se mi zdi pač en začetek, no, se pravi, da ni nekdo drugi kriv za nekaj, kar počnemo, ampak da probamo najti neko sočutje, pač neko razumevanje, sodelovanje, no, v skupnosti, to se mi zdi pač en dokaj velik del. Zdaj za drugo nisem pričakovala tega vprašanja, tako da mi je težko najti odgovor. Imam seveda svoje osebne želje, no, ampak zaenkrat se ne spomnim drugega. V redu. Sva proti zaključku, pa me zanima, če kdo, ki nas posluša, gleda, kako lahko pomaga v zavodu Epiona? Tako da pridete na kakšno delavnico, to bomo veseli. V bistvu ponedeljek imam, ne vem, kdaj bo, verjetno bo kasneje, no, ampak sta še 2 delavnici projekta Reful Healing, kjer preko ustvarjalnega pisanja zbiramo zgodbe tega obmejnega območja. Ena je v Novi Gorici, septembra je še na občinah pri Trstu in izpostavim mogoče še to, no, da smo dobili povabilo italijanske skupnosti, novo nastale, ki se žal ne spomnim imena, ampak v Izoli, ki je sestavljena iz več različnih manjšinskih skupnosti, tako da moja velika želja je, da bi se več govorilo mogoče tudi o italijanski manjšini, o njihovih problemih in da bi se začeli tudi pogovarjati, no, tako da naša ideja je potem, da bi naredili en podoben projekt, kot je bil ta moja zgodba iz Tišinem v Izoli, da bo več srečanj in da bi na koncu mogoče podobno, kot smo takrat v Kopru izvedli spet nek skupnostni aktivizem po ulicah Izole. Tako da ja, vabljeni mogoče k spremljanju, če koga nagovori, če bi se kdo rad udeležil. Želeli bi pač več glasu dati mogoče tistim, ki niso slišani. Okay, in še zadnje vprašanje, če spet kdo, ki nas posluša, čuti v sebi, da nekaj ni v redu, kako ne se, kaj bi mu svetovala ali pa ji svetovala? Ja, mogoče za začetek, lahko obvodni razgovor, no, pač v zavodu Epiona, dostopna sem, no, pač na info@zavodepiona.si. Dostikrat mogoče preusmerim, oziroma že ta obvodni razgovor, lahko veliko pove, no, ali oseba potrebuje psihoterapijo, ali mogoče neko psihosocialno pomoč ali par srečanj, preusmerim, poznam pač veliko terapevtov tudi, no. Tudi članica sem različnih združenj, no, tako da mislim, da je začetek v bistvu ta, da se naredi prvi korak in da se oseba oglasi. Delam tudi online, no, tako da za tiste, ki so
mogoče oddaljeno, mislim, je možen tudi online razgovor in začne se s tem prvim korakom. Super, najlepša hvala. Hvala, Borut, za prijetno izkušnjo.